Koristne spremembe se obetajo tudi v zakonu o cestnem prometu, še posebej pa bodo po žepu udarile tiste, ki med vožnjo radi telefonirajo. Novela zakona o pravilih cestnega prometa predlaga zvišanje kazni z dosedanjih 120 evrov na 250 evrov. Prekrškar bo deležen tudi 3 kazenskih točk. Ker je uporaba mobilnega telefona kriva za vse več prometnih nesreč, tako odločitev seveda pozdravljamo, vendar bi bilo pa fair, da so kazni proporcionalne glede na škodljivost prekrška. 250 evrov bi morala znašati kazen za telefoniranje, 500 evrov za pisanje sporočil ter odvzem vozniške za objavljanje Facebook statusov s slovničnimi napakami. Poleg uporabe mobilnega telefona bodo spremembe v zakonu končno uredile tudi vlogo električnih skirojev. Zakon bo po novem urejal tudi področje uporabe vse bolj razširjenih električnih skirojev. Z njimi se bo možno namreč peljati tudi po cestišču, tam torej, kjer ni kolesarske steze ali pa je ta v danem trenutku neprevozna. S spremembo zakona smo torej električne skiroje priznali kot dejanska vozila, kar pomeni, da bomo v kratkem z zakonom priznali tudi avokado kot dejanski obrok in vejpanje kot kajenje. Letalska družba Adria Airways se vse bolj utaplja v težavah, oziroma bolje rečeno ima podobne težave kot slovenski avti na Hrvaškem. Resno, vsak teden en. Zaradi finančnih težav v letalski družbi ne preostane drugega kot nižanje stroškov, tudi pri najpomembnejših stvareh. Aktualen rez poteka pri linijskih serviserjih. Z dosedanjo Adria Tehniko, kot se kaže, ne bodo podaljšali pogodbe, saj da je predraga. Očitno Adria Airways ne parira največjim družbam Swiss Airlines, EasyJet in drugim, ki jih Adria Tehnika tudi servisira. Adria Airways svojih letal torej ne bo več vozila k pooblaščenemu serviserju Adria Tehnika, ampak bo naredila enako, kot naredi vsak lastnik avtomobila, ki se mu uradni servis zdi predrag. Svoje vozila bo raje peljala do bratranca Danila, ki ima garažo, pa je par terminov v Juliju. Poleg tega lahko zrihta tudi pol cenejše rezervne dele, ki ima enega kolega na deponiji. In kar je najpomembneje, za opravljeno delo ga lahko plačaš v cvičku. Evo, tako se dela. Se vidi, da ima Adria nemške lastnike. Nemci so našli enostavnejšo rešitev, prišparali so denar in letala so enako dobra, sam vlev vink ne preveč na ostro. Okay? Zato, ker pač rajš ne, no. Rajš ne. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!